Ime mi je Samo Kreft, sem star 52 let in živim v Divači. Mi se večkrat v službi hecamo, da bi recimo ali sprejemne izpite ali pa saj za delovno mesto imeli kuharske veščine, ker tudi v laboratoriju se potrebuje kuharske veščine, koliko je nekdo spreten. Ne samo koliko je spreten z rokami, ampak tudi koliko je spreten z očmi, koliko zna opazovati, kaj se dogaja z živili ali pa v laboratoriju. In prava mera inovativnosti in sledenja receptom. Skratka, kar veliko paralel med laboratorijem in kuhinjo. Ja, že vedno od malega, najprej starši, pa z starimi starši sem kaj ustvarjal, pomagal. Potem pa imel sem dvoizmenski pouk v osnovni šoli, to pomeni vsak drug teden sem bil dopoldne sam doma in sem imel takrat prosto kuhinjo za kaj ustvarjati. Ja, plan je, da se v tem letu čim več naučim skozi Masterchef, tako kuharskih veščin kot tudi drugih, ne, saj Masterchef je širši projekt. Seveda bo pa tudi časa ostalo tudi za druge moje aktivnosti, rad se posvečam izobraževanjem širše javnosti o zdravilnih rastlinah in temu se bom posvetil tudi, da ne bom samo na univerzitetnem nivoju za študente, ampak tudi za širšo javnost. Moj pogled je, da se da tudi brez sestavin živalskega izvora, torej brez mesa, mleka in jajc, skuhati hranilno, bogato in okusno in pestro kosilo ali kakršenkoli obrok, tudi prigrizke, karkoli. Ja, na nek način tudi to že iz osnovne šole. Potem malo kasneje je ta ljubezen bila širša do rastlin, da niti ne nujno zdravilne, ampak me je zanimalo dogajanje v rastlinah, kemijski procesi v rastlinah, pa ni nujno sploh, da so zdravilne. Potem je pa to nekako se spet združilo in sigurno je tudi splet naključij, to, da sem dobil službo na fakulteti, na tej katedri za farmacevtsko biologijo, kjer se s tem ukvarjamo, da sem imel možnost s tem se ukvarjati in mi je to ostalo zanimivo. Zelo pestro je. Želim si odpreti restauracijo, ki bi delovala po teh mojih načelih. To bi bil en začeten vložek, seveda bi se mogli pa tudi vse ostalo finančno iziti. Pa tudi jaz bi mogel še primerne sodelavce, ker jaz se ne vidim, da bi bil 8 ur na dan v kuhinji. Ja, to bi potem nekako bolj bil nek, recimo, umetniški vodja te restauracije. Mogoče kakšnih takih tehnično bolj kompliciranih jedi, kakor so makaroni ali pa kaj takega. Ali pa, recimo, ja, še posebej, če bi pričakovali, da vemo na pamet recepte, ne, za kakšne take, ker mogoče za koga, ki se res redno v kuhinji, to mogoče malenkostno. Jaz pa rad kuham take enostavne jedi, zelo imam veselje iskati recepte za stvari, ki se jih da skuhati v pol ure med odmorom v službi, recimo, pa da so še vedno hranilne in okusne. Tako da, recimo, tovrstnih izkušenj smo sploh slaščičarskih, za komplicirane stvari pa nimam, tega me malo strah.